Lepo pozdravljeni v prvi gimnaziji, kamor nas je pravkar pospremil nekdanji dijak Anej. V tej predstavitvi vam bomo predstavili klasični program na prvi gimnaziji Maribor. Z vami pa smo Barbara Damjan, učiteljica latinščine na prvi gimnaziji, profesor Robert Čepon, učitelj italijanščine, staregrščine in latinščine, ter Mija in Maj, dijaka, ki jo boste tudi kmalu spoznali. Samo da odprem drugo. Čujem. Saj bo. Bo. Se mi program ne odziva. Mislim, da je kolegico vrglo ven. Ok, bom potem jaz improviziral, nič hudega, torej lepo pozdravljeni. To se dogaja pri teh oblikah predstavitev, ampak bomo tudi to rešili, torej ko se potem kolegica vrne, bo s pomočjo PPT predstavitve, ampak klasiki smo vsega vajeni, tako da se bomo znašli tudi brez sličic. To bo tudi prišlo, če ne pa se bomo morali pač samo zanesti na besedo, pa še trenutek počakajmo, če bo uspelo. Je že nazaj. Dobro, potem pa naj, tako kot si je zamislila, ok, je šlo. Dobro. Mislim, da že delim z vami, se opravičujem. Malo te je izgubilo, nič hudega, vse to smo navajeni, to se dogaja, da ne moreš. Zdaj lahko začnemo. Se opravičujem, torej zdaj ste že na prvi gimnaziji, kot sem prej rekla, kjer bi se veliko raje sicer v živo srečali z vami in verjamemo, da se tudi bomo. V tej predstavitvi bi vam torej želeli predstaviti program, ki ga izvajamo vzhodno od Celja, samo na naši gimnaziji, program Klasična gimnazija, in bi vam predstaviti predvsem razlike od splošnega, ki ga izvajajo tudi vse druge gimnazije, in pa pokazati predvsem značilnosti tega programa. Tako da morda je prvo vprašanje, ki se vam porodi, v čem se klasična gimnazija razlikuje od splošnega programa, morda ste tudi že kaj slišali. To, kar je spodaj čisto na dnu, je najbolj značilno in hkrati tudi največja razlika. Torej, dijaki klasičnega programa se vsa 4 leta učijo latinščine. Tukaj so še druge razlike in drugi poudarki, kot na primer nekaj zgodovine več, ki je ne izvajamo samo znotraj učilnice, ampak tudi na terenu, tudi malo poudarjena filozofija in pa izbirni predmeti v 3. letniku, o katerih v kratkem še kakšna beseda več. Ko rečem latinščina v vseh 4 letnikih, seveda ne pomeni, da se učimo samo jezika. Latinščina je pravzaprav v okviru šolskega programa najbolj povezovalen predmet, ki lahko posega v čisto vsako področje, in pri latinščini se nikakor ne učimo samo slovnice, učimo se veliko, pravzaprav ne bi mogli razumeti tega jezika niti antičnega človeka, ne da bi spoznali njegovo verovanje, torej mitologijo, kulturo, civilizacijo in književnost. Mija, izvoli. Ok, zdravo, jaz sem Mija in pred 3 leti, ker sem 3. letnik klasične gimnazije, sem bila na enakem kot vi, vendar v šoli. Torej, jaz sem se v bistvu za klasično gimnazijo med drugim tudi odločila zaradi tega, ker latinščina v bistvu daje zelo dobro podlago za nadaljnje študije. Posebej so to družbene vede, medicina, prava in pa tudi jeziki, zato ker se latinščina in romanski jeziki ter pa tudi angleščina med seboj zelo povezujejo.
Med drugim pa sem se tudi za klasično gimnazijo odločila zaradi predmetnika, ki v 3. letniku v bistvu pomaga oziroma nas usmerja bolj proti naravoslovnem ali družboslovnem. Jaz sem se v bistvu odločila za oboje, ker je to, se mi zdi, da najboljša opcija, in sem se odločila za umetnostno zgodovino in biologijo, vendar pa ni v bistvu, da je na klasični gimnaziji lažja naravoslovna smer, vendar je v bistvu manj poudarka na njej, ker se bolj osredotočamo na humanistiko. Če se tako usmerite, ne? Tako kot si rekla. Hvala, Mija. Ko pregledujemo rezultate, morda Robert bi pa tebi tukaj predala besedo, če lahko, ker smo se že o tem. Torej, lahko seveda, torej, še enkrat pozdrav v mojem imenu, torej očitno, ker ste tukaj, se boste vpisali v gimnazijo in torej se potem dejansko odločate ne za 4 leta nadaljnjega šolanja, ampak pravzaprav še za 10 let šolanja. 4 leta gimnazije, kakšnih 5-6 let najmanj še na univerzitetni stopnji. Torej je gotovo zelo smiselno, da si izberete takšen program, ki vam bo dal čim boljšo pripravo za študij naprej. Kajti gimnazija pravzaprav ima 2 smotra. Prvi je ta, da vam da čim širšo splošno izobrazbo, kar je gotovo velika vrednota, in v okviru klasične gimnazije, ki je zvrst splošne gimnazije, morda ne, če kolegica to omenila, v Sloveniji, mislim, 5 ali 6 gimnazij, ki ta program izvajajo, bi dejali, pravzaprav ne veliko, če pomislimo, da če pogledamo samo naše sosednje države. Na Hrvaškem imajo latinščino v vseh gimnazijah, v Italiji tako in tako, v Avstriji se večina gimnazijcev tako drugače uči latinščino, tudi v Nemčiji. Ker se je potem lep pokazati, da je to eden tistih predmetov, ki naj bi ga nekdo, ki bo potem nadaljeval šolanje na univerzitetni stopnji v času gimnazijskega šolanja absolviral, vsega nekaj iz tega odnesel. Tudi to je že bilo rečeno, da je to zelo široko, moderno bi dejali, če hočete, tujko interdisciplinarni predmet. Torej ni samo ozko poučevanje in učenje jezika, ampak vsaka ura latinščine je pravzaprav kombinacija in jezika, pri čemer posegamo hkrati poučevanje latinščine tudi na področju drugih jezikov, slovenščine, angleščine, romanskih in ostalih jezikov, potem pri branju ne moremo, ne da bi govorili o zgodovinskem obdobju, v katerem je neko besedilo nastalo, če je zgodovino, torej pogosto dobimo tudi iztočnice za filozofski razmislek, potem ne moremo brez likovne umetnosti, torej vse to se pravzaprav pripleta pri eni sami uri, tako da ta predmet vsakemu da gotovo zelo veliko širino. Po drugi strani pa je tudi, kot ste že videli pri nadaljnjem študiju, je neka prednost, če je študent prinesel iz srednje šole nekaj znanja latinščine. Ne bi bilo to obveznost, ampak nekaj študijev je, kjer morda tisti študent, ki latinščine ni imel, mora to na nek način nadoknaditi na fakulteti, ali pa je prednost, če nekaj latinščine zna. To je posebno konkretno odgovor, zakaj pa ne bi se nekdo učil latinščino, vse, kar je s tem povezano. Potem, da je to res dobra podlaga, pravzaprav pa zopet govorimo z dejstvi. Torej, rezultati, to je tudi gospod ravnatelj, ki je matematik in ljubi številke in statistike in tabele, je potem naredil torej primerjalno rezultate na nivoju Slovenije in pravzaprav vsa leta, odkar se ta program izvaja, je povprečje rezultatov na maturi, govorim se na nivoju Slovenije, in to velja tudi za našo šolo, je vedno za točko, popolno 2 točki višji rezultat kot pri splošnih oddelkih. Zakaj je tako? Pravzaprav ne vemo, kajti v ta program se ne vpisujejo boljši ali slabši dijaki, zelo podobne dijaki imamo kot v običajno splošno gimnazijo, ampak rezultati so takšni. Se pravi, tudi to se pravi, govorimo o tej podlagi, je to mogoče tudi rezultat samega programa in tega, kar program nudi. Ali lahko se zdaj še jaz naprej, Barbara, ali bo ob šolski aktivnosti kdo od dijakov? Ja, bomo dali še. Izvoli. Ja, hvala ti za enkrat. Naši klasiki seveda, tako kot tudi sicer na prvi gimnaziji, si prizadevamo oziroma se učimo nenehno in seveda ne samo v učilnici, učimo se tudi izven nje.
In tebe, Maj, bi prosila, da predstaviš ta del ekskurzije. Dobro, v okviru pouka že imamo eno ekskurzijo letno, ki vedno podkrepi naše znanje, ki smo ga prejeli sploh pri pouku latinščine, ampak tudi pri ostalih predmetih, kot je zgodovina, stara grščina, kasneje in slovenščina, se predmeti močno povezujejo. Obenem pa profesor Čepon vsako leto organizira še 2 dodatni ekskurziji, ki prav tako temeljita predvsem na antični zgodovini, ampak tudi in se zaradi tega predvsem odpravimo v sosednjo Italijo ali pa tudi v Grčijo in ostale države. Ja. Robert, bi mogoče še ti Ja, torej, mogoče zlasti te ekskurzije, kot je Maj dejal, ki je Maj sedaj v 3. letniku, jaz ga učim, Maj v italijanščini, ga imam pa pri stari grščini, kolegica ga uči latinščino in je bil že na kar nekaj ekskurzijah z mano in te ekskurzije so na nek način prepoznavni znak, če hočete, tega programa. Poleg rednih ekskurzij, ki so del šolskega programa, v 1. letniku gremo dvodnevno ekskurzijo po Sloveniji in v Hrvaško Istro, v 2. letniku, torej če vam povem, da sem bil najmanj 20krat že v Rimu z dijaki, potem veste, kam gremo vedno v 2. letniku na 4-dnevno ekskurzijo, potem in v 3. letniku in tudi v 4. letniku, ki si dijaki sami izberejo destinacijo, morda še to poudarim, smo še ena redkih šol, ki izvajajo maturantske ekskurzije, tako kot so bile izvajane za časa vaših staršev, recimo. Torej, da je za časa pouka, to je 2. teden septembra, in da imajo te ekskurzije tudi neko vsebino, se tudi čas za druženje, za zabavo, seveda, ampak tudi vsebino, so kvalitetno izvedene ekskurzije in ne hodimo kot kdo drug konec avgusta s kakšnim kolegom ali podobno. Se pravi, tudi to je morda še neka posebnost naše šole. Te ekskurzije dodatne pa potekajo konec avgusta in potem med novoletnimi prazniki in gremo marsikaj se tukaj, če si samo preberete, kje smo bili v zadnjih letih in tudi na teh ekskurzijah, ki pa so rezervirane samo za klasike, res dijaki, sem prepričan, zelo veliko odnesejo in se družijo in veliko vidijo, izvedo in tako naprej. Se pravi, kot že vidite iz teh kratkih opask, ni samo klasična gimnazija, tista latinščina kot neko nujno zlo, ampak je še veliko, veliko več. Morda latinščina je tretjina vsega, kar se počne v tem programu. Hvala. Priložnosti za druženje je seveda še več in ne samo na ekskurzijah. Vsako leto se srečamo tudi dijaki vseh 5 klasičnih, torej vseh 5 gimnazij, ki izvajajo program Klasična gimnazija v Sloveniji. Vsako leto pač nekje. Tukaj vidite naše srečanje v Škofji Loki, kjer smo se potepali po mestu, ki se je za tisti dan spremenilo v antično mesto. Mešali smo kozmetične pripravke, okušali rimsko prehrano in se zabavali po rimsko. Vrhunec pač teh dogodkov, seveda vseh, ki se pa predstavljajo klasični dnevi, 3-dnevna prireditev, kjer že dopoldanske dejavnosti seveda so obarvane, torej to je pravzaprav praznik klasikov, torej dijakov klasične gimnazije in dijaki so tukaj močno vpeti, tudi aktivno, pripravljajo pa, torej mogoče največji dogodek je nedvomno kviz, kjer se pomerijo 2. in 3. letniki v znanju na določeno temo. Potem prirejajo dijaki bolj ali manj samoiniciativno, se povežejo včasih cel razred, včasih različni dijaki iz vseh 4 letnikov, tako da za klasike je značilno tudi to, da so zelo medsebojno povezani. Če se vrnem, recimo v tem konkretnem recitalu, smo se pa povezali celo s prvo gimnazijo, našo soimenjakinjo v Splitu in celo osnovnošolce smo povabili k sodelovanju. To so fotografije srečanja slovenskih gimnazij pri nas v letu 2019. V tem času nastajajo tudi razni projekti pri predmetu likovna umetnost, umetnostna zgodovina, razni performansi, plesni dogodki, tudi gledališke uprizoritve. Dijaki naredijo sami čisto vse, od režije, kostumografije, igre, vsega.
samo torej vse pogoje in pa seveda omogoči šola in podpora učiteljev in mentorjev. Takole je izgledalo lani, ko smo se še lahko videli v živo in verjamemo, da boste latinsko učilnico, ki jo vidite na tej fotografiji, kmalu spoznali, če bo danes seveda padla kocka. Zdaj pa bi jaz mogoče toliko prekinila, ker me zanima, ali ima morda kdo kakšno vprašanje, če ga je mogoče v chatu postavil, ali pa če bi ga. Darko, te mogoče lahko prosim, preden nadaljujemo, če je slučajno kaj, na kar nismo odgovorili. Zaenkrat še ni. Potem, če se strinjate, vas Ravno kar eno vprašanje. Barbara, lahko jaz sedaj komentiram. Torej, morda tudi na to vprašanje bomo odgovorili, je bilo si zelo primerno vprašanje. Najprej na to, to je zopet se navezuje na tisto, kar sem prej omenil, sem dejal, da je kar nekaj študijev, kako še sedaj bolj konkretno, mogoče prej prehitro, kjer je znanje latinščina prednost. Če dam konkreten primer, na pravni fakulteti imate v prvem letniku, ne vem, v katerem letniku je nek predmet, ki se mu reče rimsko pravo, kajti tudi moderno evropsko pravo, pravzaprav sistematični pravni sistem ustvarijo Rimljani, z Justinijanovim zakonikom, ki potem preide v moderno pravno tradicijo, zaradi tega imajo še vedno predmet rimsko pravo in tam je, da kandidat opravi izpit, potrebno poznati kar nekaj izrazov, definicij, sentenc v latinščini. In si študenti, ki tega niso imeli latinščine, se tisto nekako naučijo na pamet in odpravijo morda ta izpit, tretjem, četrtem poskusu, ker pravijo, da je ta izpit kar zahteven. Kdor je imel latinščino, se tisto, kar mora latinsko znati, tistih navedkov gotovo veliko lažje opravi ta izpit. Recimo, to je povsem konkretno, če potem morda še to poudarimo na področje jezikov, tisti, ki razmišljate, da bi se odločili za ta program, pa vseeno imejte pred očmi, da poleg dveh modernih tujih jezikov boste imeli še latinščino. Tako da je to pravzaprav gotovo najbolj jezikovno obarvan program in to z latinščino, ker je zelo dobra osnova na nek način in za učenje romanskih jezikov, kar še sama po sebi razume, to si govorim prvo osebno, kajti poučujem tudi italijanščino, tako da ves čas povezujemo in eno in drugo jezike, tudi pri ostalih romanskih jezikih je to gotovo medsebojna opora. Potem tudi sedaj v nadaljevanju boste ugotovili, da je več kot pol besed, možda tega ne veste, v angleščini tako ali drugače prišlo iz latinščine, negotovo to v oporo pri študiju. Tukaj je že bilo odgovorjeno. Torej, drugi jezik, to je prvi jezik, bo zelo verjetno angleščina, drugi jezik pa si boste izbrali drugi moderni tuji jezik, katerega koli boste želeli. Naša šola ponuja največjo izbiro v Mariboru. Torej, ponuja 3 romanske jezike, italijanščino, francoščino, španščino in nemščino. Katerikoli drugi, enega od teh 4 boste izbrali, poleg sedaj latinščine. Torej, morda glede opisa. To je Erik sprašuje. Torej, vsako leto, to je na šoli, mislim, da je 7 oddelkov, A in B sta vedno klasika. Torej, če pa tako, ki hodi v A in B oddelek na prvi, potem je gotovo klasik, torej upišemo 2 oddelka. In če koga, torej glede omejitev upisa. Lani nismo imeli na klasični omejitve, nekaj malega je bilo na splošni, pa tudi ko je omejitev, kot jaz imam nekih strašnih omejitev, tudi glede na število razpoložljivih mest v gimnazijah, pravzaprav ni. Tako da, če se nameravate upisati na gimnazijo, s tem namenom, da boste potem naprej študirali, potem boste gotovo prišli na gimnazijo. Hvala. Izvoli, Barbara. Mislim, da smo izčrpali zdaj vprašanja in ker nam je še ostalo 10 minut, če ste zato, vas v 4-5 prostojnicah popeljemo in prepričamo, kako latinščina živi na svoj način, po nekih kriterijih. Je mrtev jezik, po nekaterih, ki jih bomo danes navedli, pa zagotovo ne. Če pomeši kakšno vprašanje, bomo pa si odgovorili, tako da kar pogumno. Mija, izvoli. Torej, pač
vsi že poznamo vsaj nekaj latinščine, ker veliko latinščine živi tudi v angleščini in se mi zdi, da angleščina daje zelo dobro podlago v latinščini. Iz mojih izkušenj v prvem letniku sem jaz lažje razumela besede, ki smo se jih na začetku začeli učiti, ker smo začeli z nekimi besedami, ki jih tudi lahko poznamo v slovenščini. Latinščina pa je v bistvu bila tudi zelo dobra podlaga za romanske jezike. To vam lahko povem iz prve roke, ker sem se čisto iz nule sem se začela učiti španščino in je v bistvu latinščina bila zelo dober usmernik v španski jezik, zato ker veliko latinščine tudi živi v romanskih jezikih in je definitivno bila neka pomoč in usmernica za učenje tega jezika. Tako da v bistvu po mojem mnenju toliko ni mrtvi jezik, kot pa pač živi v bistvu drugih jezikih. Tako, na druge načine. Ne? Ja. Živi torej v angleščini, v številnih tujkah, mogoče, če jih tukaj pogledate ob strani te latinske besede, morda ste celo na prvi pogled pomislili, da so to slovenske besede. In skoraj so, če bi diktatorja pisali s K, ali če bi recimo teror latinsko, ne, pisali samo z enim R, potem so to čisto slovenske besede. Okay, torej, tukaj so dve vprašanji, tukaj si lahko mogoče jaz, če gremo na medicino, to poznam. Mogoče bi še Maju najprej dala besedo, potem pa... Izvoli. Če je Maj z nami še? Ja, seveda še z nami. Izvoli, Maj. Latinščina tudi zelo pomaga, sploh pri pripravah na študij medicine, saj je pogovor oziroma vsi izrazi v medicini so še vedno latinski, tako da se mednarodno zdravniki lažje sporazumevajo. In prav tako vsi izrazi so temeljijo na latinščini. Robert? Torej, če še dodam, torej tam je bilo eno vprašanje, je bilo, kako je, seveda lahko gre tudi splošne gimnazije na medicino, seveda torej prednost nekaj znanja latinščine ravno v tem, da pri učenju strokovnega izrazoslovja, kajti recimo konkretno pri predmetu, ki se reče anatomija, kjer se morajo študenti naučiti nekaj tisoč izrazov za poimenovanje vseh delov in delčkov, še manjših delčkov človeškega telesa, je ta terminologija, torej poimenovanje še vedno v latinščini, nekaj primerčkov imate tukaj in gotovo pomaga recimo nervus, nervus facialis, kar je obrazni živec, tisti, ki je imel latinščino, ve, zakaj je tukaj končnica us, pa ne s ali zakaj je tukaj is ali ne e, in se gotovo veliko lažje zapomni kot tista večina študentov, ki se to nauči, ker se pač mora in tudi potem dela pravzaprav napake ves čas, če smo iskreni, kajti mi prinesejo včasih dijaki diagnoze, kajti tudi diagnoze, to je poimenovanje bolezni, se še vedno danes pogosto navaja tudi v latinščini in skoraj da ni, če je polno izpisano, da ni kakšne majhne napakice v končnicah, ker niso povsem suvereni, kdo je latinščino imel v srednji šoli, je gotovo bolj suveren. Pa morda še to, če govorim tisti, ki sprašujejo medicino, zanimivo je to, da torej, ko gledamo vsako leto koliko študentov, dijakov prve se vpisajo na medicino, večji del je ponovadi iz klasičnih oddelkov. In morda glavna prednost, pravzaprav klasične gimnazije oziroma na medicino, ni toliko ta pomoč pri latinskem izrazoslovju, ampak da vam da neko širino, ki jo potem nekdo, ki upravlja poklic zdravnika, torej dela z ljudmi, torej ne dela samo s posameznim organi, ampak človekom kot celoto tukaj še lahko dobi. Torej nek zelo širok pogled, kajti kasneje karkoli boste študirali, boste ozko usmerjeni v gimnaziji, zlasti v tem programu, pa vam da neko obče človeško širino, kar pa je pravzaprav naloga gimnazije. Da odgovorim še, Dori, lahko poveste, kaj po latinsko lahko tibi nomen est Dora, latine donum. Torej, vse sem rekel, tebi ime Dora, kar je grško, a po latinsko bilo donum, bi bilo nekaj dar, dar za svoje starše, to je Dora. Ali pa Teodora, ali kaj tašnega, neko okrajšanje, potem Doron je grško. Hvala. Prosim. Hvala. Maj? Kot je že profesor začel temo prej, latinščina zelo pomaga sploh pri študiju pojava, saj
vse zahodno pravo temelji na rimskem pravu, in zaradi tega vsebuje ogromno latinskih izrazov, obenem pa je tudi veliko lažje, saj so še ti izrazi vedno v rabi v vseh zahodnih zakonikih. Sploh pa pri izpiti, kot je rimsko pravo, statistike govorijo v predklasični gimnaziji, saj bivši dijaki veliko opravijo začetne izpite. Ja, najbrž poznate, marsikaj vam je znano, niste morda pomislili, da je beseda alibi pravzaprav latinska, vsi pa zagotovo veste, kaj pomeni. Horo legalis vsi zdaj zelo dobro čutimo, tako da je tudi latinski izraz. Pravniki pa najbrž najraje naredijo tole, torej ko dajo na nek spis žig ad acta in s tem zadevo zaključijo. Tudi mi bomo skoraj zaključili. Maj nam bo prikazal, torej na tem vidimo, kako pravzaprav pogosto izgledajo ure latinščine. Izvoli. Kot vidite, je tukaj par sentenc, kot jim pravimo pri urah latinščine, in sicer to so znani citati, ki najpogosteje izvirajo iz antike, iz dobe antičnega Rima, nekaj pa tudi iz antične Grčije, kot je na primer Ars longa vita brevis, kar pomeni življenje je kratko, umetnost je dolga. To je v bistvu splošna resnica, ki nas recimo opominja na to, kako kratko je človeško življenje in da je naša dediščina, na primer umestnost to, kar ostane za nami. Dva od tukaj sta zelo znana citata, in sicer najslavnejšega Rimljana bi lahko rekli Julija Cezarja, alea jacta est in veni vidi vici. Prvi pomeni kocka je padla, drugi pa prišel, videl, zmagal. Ostalo pa bodo mogoče, so že sami uganili. Oprosti, Maj, malo naš čas, tako da bomo počasi zaključili. Kocka bo morda danes padla, kot bi se izrazil alea jacta est, torej ali pa je že morda padla, kot bi se izrazil Gaj Julij Cezar. Malo bom pogledala še, če je kakšno vprašanje. Mislim, da ni nobenega novega vprašanja. Tako da to je še en posnetek iz naše latinske učilnice, kjer smo vam napisali še, prej sem vas po tej klepetalnici, sem vas pozdravila z avete, pozdravljeni, zdaj se bomo pa od vas poslovili, prav tako z latinskimi besedami ob slovesu se glasijo malo drugače, verjetno pa vam zelo domače, valete namreč. Če ima kdo še kakšno vprašanje, ne, pa smo mi z našo predstavitvijo zaključili in upamo, da se vidimo na prvi. Še eno vprašanje. Ja, torej bom poskusil v eni minuti. Če se premisliš, potem se zgodi, da se iz splošnega oddelka, pravzaprav morda še celo pogosteje, se potem iz splošnega pripišejo v klasično in tudi iz klasične v splošnega. Če je prostor, potem da ni zadržkov. Torej, če dijak ostaja na šoli, se lahko ampak vse nekaj masovnega prihajanja, ne, to ne bi šlo, ampak sicer pa ja, torej dejansko niste zaklenjeni v nekem programu, v skrajnem primeru tudi na drugo šolo, kot veste, ampak tega prihajanja pravzaprav pri nas ni veliko, če je pravzaprav bolj splošno v klasično, se boljše tukaj nekateri dijaki boljše počutijo v klasični, tudi sam tip dijakov, ne vem, v klasičnem oddelku so mogoče malo bolj, ne vem, kako bi dejal, ustvarjali. Ja, malo bolj ustvarjalni, malo bolj umetniško usmerjeni, če hočete, pa vsi kolegi pravijo, ki tukaj učijo, so kultivirani. Vsak profesor, ki uči v klasičnih oddelkih, tja zelo rad hodi. Tako da iz tega stališča je pravzaprav prijetno. Recimo letos pa se nam samo v septembru že v prvi letnik, v en razred v moji prvi B, sta se že dva iz splošnega prepisala, tako da očitno. Ja, en je šel v splošnega, ja, možno in enega in drugega, tako da niste zaklenjeni, torej naša šola ni zapora, ampak je šola, tako da se potem vidite, kako je. Hvala za vprašanje, Zala. Ja. Zdaj, če ni drugih vprašanj, mislim, da se je ravno kar 55 odvrtelo, tako da lahko se imejte in naj kocka pade. Ja, kakorkoli že bo. Hvala za pozornost, hvala za obisk in nasvidenje na prvi.